Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas z tekme 7. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod med domačimi Dobrovci in gostujočo zasedbo iz Prevalj nogometni klub Korotan. Gostje so tudi začeli žogo iz sredine igrišča. Ta drugi polčas odigrali ga bodo v pretežno beli športni opremi, medtem ko domači igrajo v svojih tradicionalnih modrih dresih. Po prvem delu je izid izenačen 0:0. Terensko pobudo so imeli gostje, a v priložnostih sta ekipi bili izenačeni, bi lahko rekli. Na vsaki strani sta se stresli prečki in zaenkrat, če čakamo na prvi zadetek, prav zna se zgodi, da bo ta en gol tudi odločilen na tem obračunu. Podbrežnik na levo stran proti Štahelu, težave ima Korpar, izbija Leskovec. Ekipi na lestvici ločijo 3 točke, Korotan na 8. mestu jih ima 6, Dobrovce pa na predzadnjem 11. 3. Je pa res, da pri Korotanu še iščejo prve točke na gostovanjih v tej sezoni. Dobrovce pa so svojo edino zmago in posledično tudi edine točke v tej sezoni zaenkrat vknjižile na domačem terenu. Kuzma, uspešnejši Krivec, veliko prostora se na levi strani odpira Podbrežniku, še vedno Podbrežnik. Podbrežnik v preigravanju proti Grandošku, visoko čez vrata je sprožil Grandošek. Lepo so ta protinapad odigrali domači nogometaši. Petek na kratko je iskal Jagro, mešal se je Hudmajer, toda slednjega je žoga zadela v roko in prosti strel za domače. Grandošek in Klarič v dvoboju, pameten prekršek Grandoška, ki je prekinil poskus hitrega protinapada gostov in prejel tudi rumeni karton. Jager proti Klanšku. Hudmajer. Lubej proti Štahelu. Štahel in Kuzma v dvoboju. Prosti strel za goste bo izvedel številko 5 Leskovec. Štruc. Športno Klanšček žogo vrača gostom. Štruc vrača vratarju Vidovšku, nanj pritiska Grandošek. Štruc mirno proti Klariču. Kuzma.
Kuzma takoj na desno stran, v napad se je vključil Korpar. Korpar je v kazenskem prostoru videl triplata, to da podajo je prebral Petek. To bo prvi udarec iz kota v tem drugem polčasu, pripadel bo Korotanu. Še enkrat več podaja proti bližnji vratnici, znova brez težav za domačo obrambo. Nogometni klub Dobrovce je bil ustanovljen leta 1976, torej deluje že 43 let. Novi klubski prostori so bili zgrajeni leta 2015, največji uspehi kluba pa so zagotovo uvrstitev v finale pokala MNZ Maribor, kjer so po 11 metrovkah izgubili proti Dravogradu, to je bilo pred 8 leti, uvrstili so se tudi v 16. Pokala Nogometne zveze Slovenije, kjer so v Dobrovcih igrali proti Velenjskemu Rudarju. Pred letošnjo sezono so še 3 leta igrali v 3. slovenski nogometni ligi, to je bilo v sezoni 2015-2016, 2016-2017 in 2017-2018. Tokrat podaja proti oddaljenejši vratnici, znova brez večje nevarnosti za vratarja Ploja. Štahel in Korpar v dvoboju, uspešnejši Korpar. Nenatančen pri oddaji žoge Klarič, iz avta Lubej. Blagus na levo stran proti Lubeju, znova Blagus. Podbrežnik. Še vedno Podbrežnik na levo stran proti Štahelu. Ta proti Jagru, Jager v preigravanju, na mestu Lasnik. Krivec. Krivec proti Klanšku. V bloku Lasnik, prvi udarec iz kota bo to tudi za Dobrovce v tem drugem polčasu. Proti bližnji vratnici, izbili so gostje, met iz avta bo pripadel domačim. Grandošek proti krivcu, Polanc, dovolj hiter Polanc, Petek. Petek proti Jagru, ta lepo do Grandoška. Prekršek Leskovca nad Podbrežnikom.
Nekaj vroče krvi je bilo sedaj med centralnim branilcem gostov in pa domačim napadalcem Podbrežnikom. Petek proti Blagusu. Prekršek nad Klanškom je storil Klarič. Petek proti Podbrežniku, še vedno Podbrežnik. V kazenskem prostoru je znova iskal Grandoška, Polanc. Polanc, mirno Kuzma, to da na koncu nekoliko nespreten pri izbijanju Lasnik. Jager. Klanšek. V samostojni akciji je bil Klanšek, v bloku Korpar. Na koncu je kot za domače priboril Štahel, oziroma pametno žogo prepustil, da je zapustila igrišče in bomo videli, ali lahko domači nevarne zapretijo iz drugega udarca iz kota v tem drugem polčasu. Vidovšek pravočasno je zvrat, Krivec se je odločil za strel. Krivec proti Jagru, v tem drugem delu pa imajo nekaj več od igre domači nogometaši. Petek proti Grandošku, še vedno Grandošek. Blagus. Ljubej v vezno vrsto. Jager. Jager je takoj na desni strani iskal Klanška, Kuzma. Kuzma proti Triplatu. Še vedno Triplat. Klarič. Znova Klarič, na desno stran proti Korparju. Na mestu Ljubej, Krivec. Grušovnik, Kuzma. Na mestu Blagus. Grušovnik, nevaren poskus Grušovnika z roba kazenskega prostora. Ratrar Ploj je žogo zgolj pospremil s pogledom, a na njegovo srečo je ta zgrešila cilj. Dobrovce so v tej sezoni zaenkrat dosegle 8 zadetkov, prejeli so jih pa že kar 20. Najboljši strelec moštva iz Dravskega polja je s 5 zadetki Elvino Podbrežnik, vsak po enega sta dodala Jager in Klanšek. Prejeli so tudi že 16 rumenih kartonov, 4 je na prvem mestu Tilen Štahel, z 2 mu sledi Petek.
Prejeli so tudi že 2 rdeča kartona, na svoj račun sta upisala vratar Ploj in pa kapetan Lubej. Največ minut je na igrišču preživel Tilen Štahel, 533, podatek, s katerim pa se pri Dobrovcih ravno ne morejo pohvaliti, je ta, da so v 3. krogu doživeli najvišji poraz v prvenstvu, vsaj zaenkrat, z kar 0-7 so jih takrat deklasirali Podvinci. Na obračunih Dobrovce je zaenkrat zbralo 397 gledalcev, kar jih uvršča na 8. mesto med vsemi klubi, od tega jih je bilo 119 na domačih in pa 278 na gostujočih preizkušnjah. Petek na kratko do Klanška, Krivec, takoj proti Grandošku. Prekršek Triplata nad Petkom. Pravočasno je v obrambi posredoval Lasnik. Vidimo, da gostje vidno padajo. Polanc, domači iz minute v minuto. Vedno bolj prevzemajo pobudo, nekaj prostora se je za hiter protinapad sedaj odprlo gostom. Triplat na mestu Blagus. Triplat je takoj iz avta iskal Grešovnika, izbija Krivec, Lasnik, Klarič, Grušovnik, znova do posesti Krivec, Lubej. Jager. Nenatančen pri oddaji žoge je bil Jager, Klarič. Klarič in Polanc v dvoboju, lepo se je znašel Klarič, Lasnik, Triplat. Triplat proti Grušovniku, Grušovnik je imel lepo priložnost za strel, to da bil zares nenatančen pri tem poskusu. Korpar proti Grušovniku, ki pa ni najbolje odložil te podaje. Sedaj v pičli minuti 2 ne najbolj uspešni potezi Grušovnika. Blagus. Štahel. Štahel je na desni strani iskal Klančka. Pravočasno je zvrat Ploj. Lubej. Lubej vrača Blagusu, znova Lubej. Hutmajer vrača Štrucu. Na višji skoku Polanc. Štruc. Štruc lepo proti Kuzmi, še vedno Kuzma. Ploj se je izkazal z obrambo. Hiter protinapad je bil tu gostov, tokrat pa je bil uspešnejši od Kuzme Ploj.
Štruc, Grušovnik, znova visoko čez vrata. Prva zamenjava na tem obračunu iz igre številko 20 Tadej Štahel, v igro pa prihaja številko 9 Alen Hutinski. Hutmajer, nespreten je bil Hutmajer, prosti strel za domače. Jager je lepo našel krivca. Grešovnik, mirno Petek, Jager, Polanc. Iskal je Hutinskega, toda prekršek Lasnika. Jager na levo stran proti Podbrežniku, dovolj hiter je bil napadalec domačih, Podbrežnik na mestu Štruc. Krivec. Še vedno posesti Krivec, tokrat vrača Blagusu. Petek, Polanc, znova vrača Petku, Grandošek, izbija Grešovnik. Jager, lepo Jager proti Podbrežniku, nekaj nezbranosti v gostujočih vrstah. Klanšek, panika pri Korotanu, Triplat na desno stran proti Kuzmi. Kuzma, Hutmajer, še vedno Hutmajer, brez prekrška nad Hutmajerjem, Krivec. Še vedno Krivec, takoj na desno stran proti Klanšku, uteka Grandošek, Klanšek je iskal Grandoška, toda domači so neuspešno izvedli ta protinapad, bilo je kar nekaj prostora, da bi jasno lahko izvedli to dosti bolje. Podbrežnik, Grandošek, Klanšek, Polanc, Grušovnik, na desno stran proti Kuzmi, dovolj hiter kapetan gostov. Korpar proti Triplatu. Prekršek Petka nad Triplatom. Grega Triplat je večino kariere, vključno z mlajšimi selekcijami, igral za SAC Klagenfurt, bil je tudi v Avstriji Klagenfurt. Prosti strel bo izvedel Lasnik. Čez vrata je sprožil Lasnik, brez nevarnosti za vratarja Ploja.
Krivec. Jager. Jager s prenosom iskal je Klanška, Polanc. Petek in Triplat v dvoboju, uspešnejši Petek, Blagus. Hutinski. Hutinski do Grandoška, Grandošek, Klanšek. Hutinski. Iskal je Klanška, dovolj hiter je bil Klanšek, to dal v bloku Pokeržnik oziroma Grešovnik. Prve zamenjava tudi pri gostih na tem obračunu. Iz igre odhaja številko 3 Hutmajer, v igro pa prihaja številko 18 Vid Paradiš. Hutinski. Petek vrača vratarju Ploju. V naslednjem 8. krogu je znova pred nami nekaj razborljivih tekem, od katerih se pričakuje veliko. Šampion bo drugo zaporedno gostujoč obračun odigral v Dobravi pri Slovenskih Konjicah, kjer se bodo pomerili z Dravinjo. To sta dve zasedbi, ki igrata po sistemu toplo-hladno. Tako bo na tem obračunu veliko odvisno od dnevne forme enih in drugih. Rumeni karton je medtem prejel Blagus. Na nedovoljen način je ustavljal Triplata. Triplat pa je sedaj žogo vzel v svoje noge in bo on izvajalec tega prostega strela za goste. Triplat. Žoga je znova zgrešila cilj, mislim pa, da je bil tudi vratar Ploj. Če bi leta odšla v okvir vrat na pravem mestu, da zaključim prejšnjo misel, Videm, ki ima kar nekaj težav v letošnji sezoni, bo v naslednjem 8. krogu gostil Podvince, ekipo, ki je lani blestela, letos še išče svoj pravi obraz. Obe moštvi imata tako neporavnane račune, kar se tiče svojih ravno neblestečih predstav, zato bodo tako eni kot drugi poskušali zadovoljiti apetite svojih navijačev. Znova nekaj vroče krvi. Spopad ekip, ki sta se predstavili povsem drugače od pričakovanega, se bo odvijal v Dravogradu, kjer se bodo domači pomerili s Cirkulanami. Od Dravograjčanov smo pred začetkom pričakovali bistveno več, a dobili bore malo. Na drugi strani pa so Cirkulane presenetili vse svojo borbenostjo in dobro taktično pripravo na vsakega nasprotnika posebej. Rogaško čaka drugi zaporedni spopad s Korošci. V 8. krogu bodo odšli na gostovanje v Prevalje, kjer se bodo udarili s Korotanom. Prevaljčani si želijo zgornjega dela lestvice in zakaj takšnega bodo morali premagovati tudi takšne nasprotnike, kot je Rogaška, ki premore veliko
posamične kvalitete, spopad zadnjo vrščenih pa se bo odvijal v Šmarju, kjer bodo gostovale Dobrovce. Obojne, kot vse kaže, letos čaka krčevit boj za obstanek. Na koncu znajo biti prav te medsebojne tekme ključnega pomena, ko se bomo pogovarjali o ekipah, ki so obstale in ki so znova odšle v tekmovanja MNZ. Medtem hiter protinapad gostov, Paradiž. Mirno Petek. Lepo je našel Klanška. Prekršek Klariča, porumenel bo tudi vezist Korotana. Derbi vrha prvenstvene lestvice pa bomo spremljali v Bistrici, kjer bodo domači gostili Zreče. Obe moštvi igrata zelo kvalitetno, kar je jasno tudi razlog dobrih rezultatov. Bistričani še niso oddali niti ene točke in imajo tako že kar solidno prednost pred zasledovalci. Z novo zmago bi na nek način še lažje zadihali, saj bi s 3 točkami izločili iz boja za naslov, seveda, ko se pogovarjamo teoretično, seveda morda že enega izmed resnejših konkurentov. Rumeni karton je pri tem pri gostih prejel številko 15 Grešovnik. Hutinski proti krivcu. Paradiž, uspešnejši Polanc. Klarič. Prekršek Klariča, še en rumeni karton. Teče 80. minuta tega obračuna, izid še začetnih 0:0. Prosti strel tokrat pri gostih izvaja številko 15 Grešovnik. Najvišji v skoku Blagus. Iz avta Lubej. Hutinski. Jager vrača kapetanu Lubeju. Podbrežnik s prsmi spušča proti Hutinskemu. Jager. Krivec.
Nesporazum med Podbrežnikom in Krivcem. Polanc in Paradiš v dvoboju, tokrat je bil uspešnejši Paradiš, triplat proti Lasniku. Grušovnik, nova zapravljena priložnost Grušovnika. Klarič, Paradiš proti triplatu, še vedno posesti gostje. Triplat na desno stran proti Kuzmi. Kuzma, triplat v bloku petek, izbija Polanc. V teh trenutkih pa pritiskajo gostje, domači so stisnjeni pred svoj kazenski prostor. Paradiš, še enkrat več petek. V prvi polovici tega drugega polčasa so prevladovali domači, sedaj pa v zadnjih 10 minutah pobudo prevzemajo gostje. Grešovnik pred vrata, triplat. In na koncu je žoga vendarle končala v mreži in 0:1 vodijo gostje. Nekaj smole tudi za domače v kazenskem prostoru, žoga se je odbijala pred tem zadetkom. Je iz golove črte žogo izbil Lubej, na koncu pa je ta vendarle končala v mreži domačih in v 84 minuti prednost gostov na 0:1, sedaj pa domačim preostane dobrih 6-7 minut, da pridejo do kakšne točke na tem obračunu. Izbija Lasnik. Udarec je medtem prejel triplat. V igrišču domači pripravljajo svojo drugo zamenjavo na tem obračunu. V igro bo stopil številko 15 Bine Pušnik. Seveda ob naslednji prekinitvi. Petek je takoj na desni strani iskal Klanška, Jager. Izbija Štruc, Grandošek, Blagus. Blagus je iskal Podbrežnika.
Udarec iz kota za domače. Jasno, sedaj bodo pri Dobrovcih storili vse, da pridejo do izenačujočega zadetka in do točke na tem obračunu, kot bo izvedel Jager. Jager proti bližnji vratnici, kjer je bil na mestu Leskovec. Iz igre številko 8 Krivec, v igro pa številko 15 Bine Pušnik. Izbija Blagus. Ljubej. Ljubej proti Podbrežniku. Podbrežnik takoj na desno stran do Klanška. Klanšek na drugi strani. Podajo pred vrata je vrnil Podbrežnik v bloku gostje. Hutinski se je znašel v priložnosti. Nevarno je bilo to. Petek. Štruc izbija. Klarič takoj proti Triplatu. Triplat na levo stran proti Paradižu. Pravočasno iz vrat Ploj. Blagus se vrača Petku. Klanšek. Jager je iskal z visoko podajo Polanca, na mestu je bil Lastnik. Triplat. Triplat in Petek v dvoboju. Faul oziroma prekršek je storil Triplat. Petek je iskal Pušnika. Kuzma. Kuzma je krenil proti napad za goste. Še vedno Kuzma. Kuzma se je odločil za samostojno akcijo. Na koncu sprožil visoko čez vrata Ploja. Iz igre številko 15 Grešovnik. V igro pa prihaja številko 7 Blaž Kovač. Pušnik. Izbija Kuzma. Teče 90. minuta tega obračuna. Polanc. Polanc nekoliko nespreten pri oddaji žoge. Pravočasno se je vmešal Blagus. Ploj. Kuzma. Še vedno Kuzma. Kuzma v preigravanju. Vmešal se je Ljubej. Ljubej na levo stran proti Pušniku. Pušnik v prostor proti Grandušku. Toda prehitra podaja je bila to za slednjega.
Pušnik, iskal je Grandoška, vmešal se je Leskovec, iz avta Lubej. Lubej proti Hutinskemu. Še en avt za domače, Hutinski. Znova izvedbo prepušča Lubeju. Izbija Kuzma. To so trenutki oziroma situacije, ki gredo na roko gostom, imajo željeno prednost. Prekršek Jagra nad Kovačom. Triplat. Še ena zamenjava v gostujočih vrstah. Tokrat iz igre odhaja številko 6 Lovro Grušovnik, v igro pa številko 10 Matic Bosil. Polanc je iskal petka, mešal se Bosil, glavni sodnik pa je medtem odpiskal konec tega obračuna 7. kroga. Na koncu so do izjemno pomembne zmage prišli gostje z 0:1 zadetkom v 84 minuti. Dobrovce tako ostajajo zgolj pri 3 osvojenih točkah, Korotan pa je prišel do 9. in tako znova nekako ujel zgornji del oziroma se priključil zgornjemu delu lestvice. Mislim, da na koncu lahko rečemo zaslužena zmaga gostov, ki so si priigrali več zrelih priložnosti za zadetek, na koncu tudi z nekaj sreče prišli do njega in do zelo pomembnih točk. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič.